Vas zanima, koliko bi prihranili z lastno sončno elektrarno? Pridobite brezplačen izračun s spletno aplikacijo ECE Sonce. Obiščite ece.si in z nekaj kliki pridobite izčrpno poročilo energetskih potreb ter informativen izračun prihranka. ECE, energija prihodnosti. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, lepo pozdravljeni v naši oddaji Poglobljeno. V njej danes računamo, kako smiselno bi bilo, če bi si postavili lastno sončno elektrarno. Naš gost v studiu je gospod Gašper Ravnak, vodja službe za razvoj v podjetju ECE. Dober večer, pozdravljeni. Dober večer, lep pozdrav. Danes torej v sončnih elektrarnah. O smiselnosti takšne investicije povedala pa bova, gospod Gašper, tudi, da so sončne elektrarne danes že zelo pogoste, tudi v Sloveniji, kaj ne da? Res je, drži. Tudi v Sloveniji so elektrarne zelo pogoste. Se mi zdi, da v zadnjem času investicije kar pridno rastejo, predvsem pa se mi zdi, da je to posledica vedno večje ozaveščenosti in pa tudi, tako rekel, ekonomske smiselnosti investicije. V podjetju ECE ste postavili že ogromno sončnih elektrarn. Zdaj, mogoče v letu, dveh ste že dobili verjetno tiste prave odzive kupcev. Kaj pravijo? Sigurno. Elektrarne, kot sem že omenil, zelo pridno rastejo na strehah naših odjemalcev. Naši odjemalci so predvidoma s tem, ko zgradijo elektrarno, tudi bolj dovzetni za spremljanje električne energije, spremljanje njeno porabo, spremljanje tudi njeno proizvodnjo in pa hkrati tudi raje razmišljajo o novostih, kot so recimo električne vozila in pa električne polnilnice in pa še druge novosti od pametnih dom ali pa kaj podobnega. Večino tovrstnih investicij seveda gre naprej tudi s tehnologijo in tudi v podjetju ste razvili aplikacijo, s katero lahko spremljamo delovanje naših sončnih elektrarn, vse podatke. Torej, bodoči lastniki si lahko dejansko izračunamo čisto vse podrobnosti svoje bodoče investicije. ECE Sonce je tista aplikacija, ki nam da veliko informacije, da se lažje odločimo. Razvili smo aplikacijo, ki je namenjena praktično vsakemu uporabniku in je brezplačna za uporabo. V tej aplikaciji si lahko odjemalec dovolj natančno dobi informacije o tem, za kakšen objekt je smiselna investicija, recimo lahko pogleda malo širše, tudi ne samo objekt in sončno elektrarno. Pri snovanju smo upoštevali tudi potrebo po energiji za ogrevanje in pa tudi kakšne druge dodatne potrebe po energiji. Se pravi, sama aplikacija je namenjena uporabnikom za to, da si lahko dovolj enostavno in hitro pridejo do vseh potrebnih informacij, ki jih rabijo za neko tako investicijo. Res pa je, da aplikacija ni samo osredotočena na elektrarno na strehi, ampak zavzema bolj širok pogled energetskih potreb gospodinjstva. No, ko smo ravno pri teh energetskih potrebah, dajva biti malo bolj konkretna. Če jaz razmišljam o postavitvi sončne elektrarne na svojo streho, na streho svoje hiše, na kaj moram biti pozorna in pa mogoče kateri so tisti dejavniki, ki pa bodo pripomogli, da se bom lažje odločila? Kaj konkretno moram res dati tiste pluse in minuse na papirno, kot radi rečemo? Sigurno, pri odločitvi v sončno elektrarno je potrebno razpolagati z nekimi informacijami. Najprej ključna stvar, ki je potrebno poznati potrebe objekta. Se pravi, električno energijo in pa mogoče tudi potrebe ogrevalnega vira, če to ni električna energija. Poleg tega pa moramo razmišljati tudi o tem, kaj bo prihodnje naše gospodinjstvo potrebovalo. Se pravi, če razmišljamo o sami elektrarni, razmišljamo v bistvu dovolj dolgoročno in pa dovolj analitično, bi imenoval to dejanje. Se pravi, v sami aplikaciji pa si potem uporabnik lahko na podlagi podatkov o objektu, se pravi o strehi objekta, orientiranosti, postavitvi in pa glede na potrebo energije, dobi informacije, kakšna investicija bi bila smiselna in pa mogoče lahko tudi razmišlja o tem, ali je smiselno zamenjati tudi ogrevalni vir, recimo s toplotno črpalko ali pa z recimo ogrevanjem na zemeljski plin. Na spletni strani ece.si torej vnesemo vse te podatke, imate zelo dobro pripravljene vse informacije oziroma kaj zahteva stran od nas, da potem dobimo
čim bolj konkreten odgovor, ne, ki nam pomaga pri odločitvi. Sigurno. Za samo aplikacijo, ki jo najdejo na spletni strani, lahko stranke podajo tiste informacije, ki so potrebne za to, da se odločitev lahko opredeli. Potem pa na podlagi teh podatkov dobijo, tako rekel, izčrpno poročilo, ki jim daje možnosti, da se s tem lahko pomagajo pri odločitvah. Kako pa potem naprej, ko jaz vnesem vse te podatke na vašo spletno stran preko aplikacije in potem torej dobim nek odgovor, ki mi pomaga pri odločitvi in potem, ko se odločim, kaj potem naredim? Postopek je dosti enostaven. Stranka se preprosto odloči za investicijo oziroma z željo po nadaljevanju postopka, kontaktira ECE, mi opravimo bolj natančno informativno analizo, pripravimo informativno ponudbo, ki zajema bolj konkretne podatke za objekt, potem pa, če je stranka zainteresirana, opravimo še ogled, je potreben za to, da vidimo realno stanje ostrešja, da vidimo, kje so napeljave električne energije, tudi podamo dodatna svetovanja na objektu samem. Na podlagi tega pa se odloči potem lahko za investicijo z nami in celoten postopek potem poskrbimo mi. Se pravi, se ne začne potem še tisti stres tekanja po bankah pa iskanja najboljših možnih rešitev. Ste vi dejansko tudi tukaj zato, da nam svetujete in pomagate? Ravno zato smo se v podjetju ECE odločili, da ponudimo tako imenovano storitev na ključ. Se pravi, vso dokumentacijo, vso komunikacijo z distribucijskimi podjetji, z Ekoskladom opravimo z naše strani in poskrbimo, da je za stranko celoten postopek, ki je dokumentacijsko zelo zahteven, res nestresen in pa ne povzroča nekih težav. Res pa je, da na koncu, če pogledamo celoten postopek, za stranko pripravimo tudi fascikel, ki je dosti zajeten, poln dokumentov, ki priča, da res postopek ni enostaven. Tako. Vsak si želi dejansko prihraniti pri porabi električne energije oziroma izkoristiti čisto vse vire, ki so nam na voljo, pa vendar je čisto v vsakem primeru mogoče postavitev sončne elektrarne na streho ali pa so vendarle kakšne omejitve? Kdo lahko jo postavi? Sigurno, osnovna stvar, če želimo postaviti elektrarno, je, da razpolagamo najprej za streho, kamor bomo postavili elektrarno oziroma z nekim prostorom, kam je to možno dati. Druga stvar, ki se ponavadi pojavi kot neka omejitev, pa je, če gledamo potrebo po električni energiji. Se pravi, moramo upoštevati, da elektrarna iz vidika ekologije je smiselna za vsakega, ker je okolju prijazen in pa obnovljiv vir energije. Skozi ekonomski pogled pa je treba upoštevati, da so gospodinjstva različno potratna. Se pravi, gospodinjstva v stanovanjih ponavadi porabijo manj energije kot v hišah, kar je posledica tudi kvadrature, zahtev po energiji. V hišah so tudi dosti pogoste že toplotne črpalke, ki skrbijo za ogrevanje. Poleg tega električna vozila so vedno bolj pogosta. In iz tega vidika se pač investicija v stanovanjskih stavbah, se pravi več stanovanjskih stavbah, čeprav je glede na zakonodajo tudi to možno, ne dogaja tako pogosto kot pa v individualnih hišah. Se pravi, če pogledamo pri individualnih hišah, moramo dobro poznati, da imamo primerno osončenost strehe, da imamo primerno orientacijo in pa normalno tudi dovolj smiselno velikost potreb po energiji. In nekje na izkušnji bi lahko rekli, da se večino strank odloča za elektrarno, kadar imajo porabe nekje nad 7000 kWh na leto. To lahko rečemo, da je nek, bi rekel, izhodišče za razmišljanje. To je že tak zanimiv podatek, preko katerega potem lahko gremo razmišljati naprej. Gospod Gašper Ravnak, hvala lepa za tole predstavitev aplikacije ECE Sonce. Hvala lepa za mogoče tudi kakšno spodbudno besedo, ki ste jo dali vsem tistim, ki morda zdaj razmišljajo, ali bi ali ne bi, ne pa so ravno v tistem precepu. Absolutno je spletna stran ece.si tista ta prava, ki poda vse tiste prvotne informacije, ki nam da konkretne izračune. Predvsem pa verjetno se lahko tudi oglasimo, pokličemo in iz prve roke dobimo še kakšno informacijo, kaj ne da. Seveda, za stranke smo vedno na voljo, na spletni strani dobijo dovolj informacij, tudi skozi aplikacijo in ta brezplačen izračun jih dejansko usmerimo na smer, kjer lahko
poiščejo dodatne informacije in z veseljem pomagamo kadarkoli. Konec konca pa potem speljete postopek čisto do konca in narišete še en sončen nasmeh na obraz, ne? To nas najbolj veseli. Tako. Hvala lepa, gospod Gašper, srečno in absolutno se še slišimo. Hvala tudi vam. Toliko, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci v današnjem pogovoru. Lepo se imejte, poskrbite zase, za našo naravo in srečno.